Ja, zdaj pač na meni je zdaj tukaj naloga, da predstavim to knjigo, katere sem soavtor z kolegico Polono Sittar, enako sodelavko na Fakulteti za humanistične študije na oddelku za zgodovino, da danes pač premierno predstavimo knjigo z naslovom Pol kmet, pol proletarec, za podnaslovom Integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji 1945 do 1991. Zdaj, knjiga je nastajala kar lep čas, ves čas trajanja raziskovalnega projekta Koncepti kmečke ekonomije, teoretični in empirični primerjalni pristop projekta, ki ga zdaj zaključujemo in v bistvu v veliki meri povzema glavne raziskovalne rezultate mene in kolegice Polone. Zdaj vsekakor ne morem začeti drugače, kot da se zahvalim zlasti dvema kolegoma, kolegu Aleksandru Panjeku in kolegu Žarku Lazareviču, ki sta s svojimi kritičnimi pripombami res znatno prispevala k izboljšanju te knjige oziroma so dala meni osebno ogromno materiala za razmišljanje in zato pač v veliki meri zato je pač knjiga v takšni obliki tukaj, kot je. Nabrali smo pač, tako bom rekel, ne, v teh debatah se nismo vedno strinjali, ne, in se še vedno pač popolnoma ne strinjamo, ne, ampak mislim, da je to nekako bogatil se nas, ker tudi jaz zdaj ob koncu tele raziskave na določene stvari gledam pač bistveno drugače in tudi, če bi se še enkrat lotil, kot je popolnoma jasno, ne, bi se lotil pač na drugačen način, ampak knjiga je tukaj. No, zdaj pač posebej se moram še, ker je knjiga prvič predstavljena v javnosti, zahvaliti dvema človekoma, ki pač tukaj nista prisotna, ampak sta bila za moje raziskovalno delo izjemno pomembna, ker sta mi dala veliko nasvetov in precej pojasnil na tej raziskovalni poti. Eden je vsekakor doktor Zdenko Čepič, višji znanstveni svetnik v pokoju, prej zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino, in zahvala gre tudi rednemu profesorju Emilu Erjavcu iz Biotehniške fakultete. Zdaj, sama knjiga, ki je od zdaj dostopna, če grem kar na njo, rad bi povedal, ne, da pač z Polono sva si tematsko razdelila, katera vprašanja bova obdelovala, katera obdobja bova obdelovala. Moram pa začetek že zaupati, čeravno je knjiga tukaj predstavljena kronološko, jaz nisem začel svojega raziskovanja naprimer z letom 45, ki v marsičem predstavlja leto nekako nič, začetek recimo pomembnega poglavja zgodovini Slovenije, ne. Ampak sem najprej začel delati nekako na sredi, skratka z obdobjem 50 let in 60 let, skratka z nekim vmesnim časom. Tam se je začela pač moja raziskava. Kolegica Sittar je pa sistematično že na samem začetku delala z obdobjem od 60 let do konca. Zdaj, jaz bi bilo negospodarno časovno, če bi vam že zdaj na začetku razlagal vse, katere raziskovalne, katere zgodovinske vire sva uporabila, ker jih je bilo res veliko, so zelo raznovrstni, to bom posebej navedel pri vsakem obdobju, skratka pri vsakem pomembnem korpusu tega besedila. Zdaj, središčno vprašanje, ne, ki je družilo tako mene kot Polono, na katerega sva mogla odgovoriti, kar je bila najina osnovna naloga, je bila ta, ne, kako, ali je mogoče v kakšnih pojavnih oblikah in v kakšnem obsegu, ne, dokazati, prikazati obstoj integrirane kmečke ekonomije tudi v socialistični Sloveniji, skratka v obdobju socializma, skratka v obdobju revolucije in razvoju tega sistema vse do pač njegovega konca. Treba je vedeti, ne, da je pač sam koncept ki se še razvija, to je pač koncept, ki je še v razvoju, ne,
osnovno bil razvit na primerih iz zgodnje pa recimo visoke moderne dobe. V vsakem primeru pa ne glede na raznovrstno okolje, bodisi da je bil to italijanski prostor, Kranjska, recimo Avstrija ali pa pač Skandinavija, celo Japonska v nekaterih primerih je bil nekak minimalni skupni imenovalec, da je tukaj šlo že za razmeroma visoko razvita pač tržna gospodarstva. Evo, zdaj osnovni problem s tem povezan je bil, ne, kako je pa tukaj zdaj v socializmu, ne? Za starejša obdobja pred letom 1945 je pač jasno, če kmetje kombinirajo različne dejavnosti, da zadostijo kriterijem IKE, da je mogoče prepoznati IKE, mora biti trg. Zdaj pa za socialistično Slovenijo pa bi jaz rekel, no, kot za vse realne socializme nasploh, nikoli ni obstajal konsens, kakšna je dejanska resnična ekonomska narava teh družb. Skratka, ne mislim pač glede na predstave ideološke, o tem, kakšen pogled so družbe v sebi imeli, pa kako so dejansko funkcionirale. Skratka, to vprašanje o naravi blagovne forme, ekonomskih odnosov v socialističnih družbah pač je velika debata, ne vem, 20. stoletja in tudi danes ni končana. Tako da vprašanje, v kakšni meri, v kakšnih oblikah obstaja trg v socialističnih družbah, je pač odprto vprašanje in čisto nikoli smo lahko prepričani, ne bo dobilo svojega epiloga, ne bo dobilo svoje pač končne definicije. Zato, ker tudi za sodobna tržna gospodarstva, v tem ni nobenega dvoma, pač v globalnem svetu, v katerem smo, no, obstaja pač različni tipi tržnega gospodarstva. In še danes v bistvu ni v resnici konsenza, kaj je bistvo recimo enotne definicije tržnega gospodarstva. Tako da v bistvu tudi ni definicije, v kakšnih oblikah, kako je s tem bilo v socializmu. Jaz mislim, osebno jaz tudi pogrešam neko debato v Sloveniji, tudi v slovenskem zgodovinopisju na to temo, da bi se pogovorili o tem, ne, o naravi trga blagovnih odnosov v socializmu, ja ali ne. Zdaj imamo sicer veliko ekonomske, veliko socialno-ekonomske literature na temo socializma, tega ga ne primanjkuje, ampak pogrešam pa tudi jaz osebno sistematično debato, ki bi se prav ukvarjala z vprašanjem pač trga. Meni se zdi, da smo to debato, da so te resne debate, mislim, ne bom rekel resne, se tudi to, kar zdaj počnemo, je pač resno, ampak kljub vsemu te velike debate, ne, o trgu in socializmu recimo so bile najmočnejše in najbolj ostre še v 80-ih letih. Ne. Danes pa bi jaz rekel, da temu ni tako. In jaz upam, da tudi, in na to bom poudaril v sklepih, da bo pač najina knjiga s Polono tukaj prispevala vsaj kakšno spodbudo za vzpostaviti debato na nek nov način. Zdaj, če govorimo o integrirani kmečki ekonomiji v socializmu, jaz lahko že zdaj na samem začetku razkrijem veliko skrivnost, ne. Detajli bodo predstavljeni v tisti sicer IKE tabeli, ne, da pač glavna integrirana kmečka ekonomija v socializmu je pač obstajala. Čeprav ne v vsakem desetletju, v vsakem obdobju v enakih obsegih. Je pa bilo v prav vseh obdobjih, ne glede na viharje zgodovine, prevladujoča kombinacija v osnovi tale, skratka. V osnovi imate kmečko gospodinjstvo oziroma podeželsko gospodinjstvo, ki ima pač neke dohodke oziroma koristi od zemlje, od svoje družinske kmetije, del družinskih članov, vsaj nekdo od njih, pa je recimo stalno zaposlen v nekem recimo industrijskem podjetju. Ta kombinacija pač je dominantna in lahko njeno širitev, njeno razraščanje opazujemo v bistvu progresivno od konca druge svetovne vojne naprej. In zdaj recimo, k temu recimo, skratka, ravno to, kar sem vam zdajle povedal, ta fenomen kombiniranja zaposlitve in dela na zemlji je v resnici ozadje v bistvu neke najbolj osnovne tabele, najbolj osnovnega prikaza, kaj se dogaja recimo z kmečkim prebivalstvom oziroma s kmetstvom na Slovenskem. Če pogledate to statistiko, to je pač najbolj tipična statistika, ki jo najdete. Njen smisel je, ne, da nam prikazuje v bistvu deagrarizacijo. Če imate recimo, ne, po popisih recimo leta 1931, seveda takrat še za Dravsko banovino, ne,
da je 58% bilo kmečkega prebivalstva, skratka ljudi, ki se je ukvarjalo za svoj osnovni poklic, imelo pač kmetijstvo. Imate vi že leta 1948, po prvem popisu po vojnem je ta delež 48%, kar je bilo daleč najmanj v celotni Jugoslaviji. In potem ta delež pač upada. Seveda je tukaj treba to tabelo gledati v celoti, ne samo procentualne procente desno, ampak tudi prebivalstvo skupaj, ker vemo, da se v tem času spreminjajo tudi meje, ne? Da pač imamo šele, ne vem, od leta 61 popis, ki res obravnava popolnoma zahodno Slovenijo, ker takrat dejansko pride koprski okraj pod socialistično, oziroma pod takrat še Ljudsko republiko Slovenijo oziroma pač Jugoslavijo. Zdaj pomembna zadeva in kar razkriva koncept IKE in tudi najna raziskava je, ne, da kljub temu, da se kmečko prebivalstvo, skratka populacija ljudi, ki svojo večino recimo dohodkov sestavlja iz kmetijstva, da se manjša, skoraj bi na koncu rekli, ne, da je pred izumrtjem, ko je 7, ne, niti slučajno ne pomeni, ne, da se ta družba res nasplošno deagrarizira in da se uresniči morda nek modernistični, ne vem, ideal, ki ga imamo predstavljenega v filmnem filmu Splav meduze, dežela je postala iz betona, pač vsi ti ljudje so postali samo delavci, šli so v mesta. Dejansko je pač urbanizacija na Slovenskem bistveno počasneje napredovala. In kljub temu, da imamo manj prebivalstva, ki se ukvarja izključno s kmetijstvom, še ne pomeni, da tisto populacija, ki ni zajeta med kmetstvo, da se da nima nobenih dohodkov od zemlje. Pomeni samo to, da glava družine, oziroma da večina družinskih članov ima svojo dominantno zaposlitev, najpogosteje pač v nekem sekundarnemu Ja. Skratka, tudi ne glede na to, da če pač družina ni statistično predstavljena kot kmečka, to preprosto pomeni samo to, da pač je največ dohodkov v tej družini bilo pripeljanih od zunaj, skratka iz tovarne. Kar pa še ne pomeni, da so določen del družine, Polonina raziskava je pokazala, da je to običajno ženska, ne ukvarja pač več s kmetijstvom. Zdaj statistika pač te ljudi ne smatra zares kot kmete, malo da ne, ampak prava historična analiza pa nam pokazuje v bistvu realno strukturo pač življenja. Zdaj, ker vemo, da je naš čas omejen, bom rekel takole. Glede na to, in to so nam kazale s Polono pač vse statistične raziskave, ker najna hrbtenica, najna osnovna usmeritev v raziskavah so bili statistični podatki, bodisi veliki popisi prebivalstva, zame najpomembnejši recimo z leta 48 in 53, pomembne so bili statistični letopisi, ki jih je izdajal Zavod za statistiko vsako leto, pomembne so bile recimo empirične raziskave o kmetstvu, o podeželju, prva taka recimo anketa o standardu kmetov leta 53, potem o polproletariatu, kot so do srede 60-ih brez izjeme govorili ljudem, ki so sedeli na 2 stolih v tovarni ali na kmetiji. Skratka, vse te raziskave so nama že pri hitrem pogledu pokazale, da se moramo soočiti pač na človeka in na njegovo pač gospodinjstvo, kaj dela, kakšne možnosti ima. In na te osnovi smo na koncu z Polono, sicer s pomočjo jasno že izdelanih periodizacij, nekako obravnavala 3 ločena obdobja. Jaz sem se ukvarjal tudi na koncu, je največ dela in truda pri meni predstavljalo pač prvo povojno obdobje od leta 45 do 53. To je obdobje recimo, ki je značilno to, da, in tukaj je recimo glavno vprašanje, takrat oblast dejansko želi odpraviti trg. Kar se ji pa po mojem mnenju pač ne posreči. V resnici imamo takrat zelo veliko različnih delovnih aranžmajev. Od nesvobodnih oblik dela, v okolici Ljubljane imate vi nemške vojne ujetnike, ki so pač delovna sila. Imate netipične oblike zaposlovanja, kot je mobilizacija, fantje pridejo iz vojske. 5 minut. Fantje so pač potegnjeni iz vojske in jih pošljejo pač v tovarne. Imate prisilno delo zaradi pač prekrškov. Ampak ne glede na to,
velik določen del populacije pa vendarle poskuša na konvencionalen način ne iti delati v tovarno. Pa se potem pogosto dogaja, da v 3 mesecih zapusti delo ali pa gre na drugo delovno mesto. Temu se reče pač fluktuacija. Skratka, plansko gospodarstvo, ki je predpostavljalo tudi popolno regulacijo delovne sile, se ne obnese. In jaz sem recimo, to so mi povedali že statistični podatki iz popisa 48, kjer mi je za gospodinstva, kjer je bil gospodar kmet, skratka, pokazalo, da se pokazala statistika, da v tretjini teh gospodinstv so imeli pa njegovi družinski člani tega kmečkega gospodarja druge poklice. Skratka, to je bil že dokaz, da je gospodinstvo kombiniralo pač neke določene dohodke oziroma najmanj različne dejavnosti. Ko sem šel še na mikro pogled v okolico Ljubljane, ko sem šel gledati agrarne interesente, že leta 1947, ko so delali revizijo, ali jim bodo vzeli zemljo, do nje niso upravičeni in tako dalje, in so razrezi njihovih poklicev. Tukaj imam samo primer, to je okolica Ljubljane, Dobrova, kjer nam pove, da recimo je bilo v teh gospodinstvih nenavadno veliko, recimo, tukaj sem obravnaval 331 ljudi razdeljenih v gospodinstva, ampak v tej vsoti noter je bilo 68 gospodin, ki so de facto kmetice, ne, ampak tudi 87% pač delavcev. Skratka, te raziskave so mi dale misliti, ne, da v bistvu neka oblika integriranja pomembna je obstajala. Zdaj v drugem obdobju zgodovine, ko kolektivizacija propade od 50 let recimo pa do sredine 60 let, kot je kolega Lazarevič, kot je Žarko že povedal, ne, takrat se država sprijazni, da imamo pač delovno silo, da kmetje bodo ostali samostojni pač proizvajalci in da pač se jih država pač ne bo lotevala, da bodo lahko ohranili svojo neodvisnost. In takrat recimo ne postane recimo odločitev družine, ali bodo šli delati v tovarno ali ne, popolnoma svobodna, lahko rečemo. In takrat naprej se povečuje dejansko udeleženost ljudi se ta integriranost oziroma takrat mešano število mešanih gospodinjstev se enostavno povečuje. Tako da v 80 letih statistika, ki jo je pač nabrala Polona Sitar, pokaže, da recimo, da so gospodinjstva, ki so, to je leto 91, ne, recimo bila zaposleni njihovi člani zunaj, to pomeni, da so imeli denar, da so si kupovala tehniko, da so postala močnejša od čistih kmetov. Tukaj nam kaže recimo, ne, mešana gospodinjstva, to so tisti, kjer je pač en del imel kmečki, en del je nekmečki. Nekmečka so tista, kjer uradno noben ni kmet, ampak kljub vsemu obdeluje zemljo. In ta so bila daleč pač na koncu pač ekonomsko najmočnejša gospodinjstva. Postala so močnejša od kmečkih. To je bila pač ena od pomembnih recimo ugotovitev. Skratka, kljub temu recimo ne treba priznati, da v prvem obdobju jih nova oblast, komunistična oblast teh ljudi, ki kombinirajo delo v tovarne podeželju, ne gleda rožnato, ne. Zato, ker pač motijo čistost slike, motijo pač plan, zato, ker pač ti kmetje recimo, če obstajajo slabi delovni pogoji v tovarnah, rudnikih, lahko rečejo nasvidenje, mi gremo pač domov. Zdaj, ker nažalost se nam pač čas izteka, ne, jaz tukaj vendarle ne, lahko napravim pač neko sintezo. Ne. IKE preglednico, ki je za nas nujno pomembna, ker nam v bistvu omogoča, da raziskujemo razvoj integrirane kmečke ekonomije v daljšem trajanju. In tukaj opazite recimo, ne, da najdete recimo fenomene, ki so pomembni za IKE, ne, v vseh obdobjih, ampak jih je opaženih manj, recimo ne, v prvem obdobju 45-53. Čeprav najdemo recimo tudi dninarsko delo, ki ne zgine kar takoj po vojnem obdobju, ga je bistveno več, kot bi si človek recimo lahko predstavljal. In največ pa seveda v obdobju 65-91, kjer so zastopane prav vse dejavnosti iz primarnega, sekundarnega in terciarnega sektorja. Presenečeni smo bili, ne, da v bistvu je bilo najmanj pogosto recimo gostinska dejavnost, obrtna dejavnost. To so pokazale že raziskave od Ane Barbič v 80-ih, potrdila jih je kolegica Sitar, ki je naredila intervju 40
na pol strukturiranih intervjujev z upokojenimi kmetovalci oziroma pač po kmetin je bila tudi pri njihovih sogovornikih dejavnost, da so imeli neko obrt ali gostinstvo najmanj prisotna. Najbolj je bila dejansko ta zemlja na eni strani, na drugi strani služba, recimo v tovarni. Zdaj, če naredim neko sintezo, ne, eden od doprinosov, recimo, najnega dela s Polono, bi bil, jaz upam, da je tudi ta, da bi lahko odprl kakšno novo debato k zgodovini socializma. Dosedanje, recimo, raziskave, ki izhajajo iz politične pa splošne gospodarske slike, socializem obravnavajo kot v bistvu nek način sinusoidno. Po eni strani imate začetek recimo poskusa planskega gospodarstva, kjer je majhna avtonomija podjetij, pa potem v 50-ih z decentralizacijo in 60-imi tako liberalizacijo se samostojnost podjetij pa recimo poveča, pa v 70-ih spet pade. IKE pa po drugi strani nam kaže, da v bistvu imamo neko progresivno linijo razvoja, da so se kmečka gospodinjstva, posamezniki so vsako desetletje imeli več avtonomije pri temu, da so se obnašali kot potrošniki ali kot ljudje, ki so se lahko odločali, kam bodo investirali pač svoje delo. Skratka, ne glede na reforme, vzpone in padce, centralizem, decentralizem, ne lahko kljub temu nam socialistični primer kmetijstva kaže, da pač posamezniki dobijo čedalje večji manevrski prostor. Skratka, je bolj premica gor. Zdaj, na žalost, je zmanjkalo časa in moram tukaj zaključiti in se vam zahvaljujem za pozornost.